Zavrč, ki je še vedno neporažen, pod taktirko Slavka Matiča doma pričakal velenjski Rudar, med tednom so doma premagali Maribor 2:1 v pokalu Slovenije, tokrat pa boljša igra na začetku Velenjčanov, prva kombinacija gostov, Črnčič je meril mimo gola. Potem so domači prevzeli vajeti igre v svoje noge, tole je že vratnica in potem gol, ampak razveljavljen zadetek, kajti Glavica je dosegel gol, ki ni veljal, že pri tisti prvi podaji in strelu je bil dosojen prepovedan položaj Dodleka. Še napad domačih, podaja pred vrata, Karamatič je streljal, na koncu brani Radan. Priložnost Zavrča in še ena izjemna obramba Radana po strelu Dodleka. Do konca prvega polčasa še enkrat Kokorovič, ki je poskušal z glavo, ampak odlična obramba Radana, ki je imel odličen prvi polčas in rešil velenjska vrata. V drugem delu pa najprej tale situacija in priložnost domačih. Proti napad Tišme, ki je iz ugodnega položaja meril visoko čez gol. Na drugi strani pa napaka v obrambi Zavrča, sam pred golom je ostal Mate Eterović, ki je žogo zgolj potisnil v mrežo. Največ dela je opravil Babič, ki je ukradel žogo Zavrču in podal pred vrata, kjer je bil Eterović, 0:1 za Velenjčane. V prazno je šel vratar Kovačič, žogo pa je v mrežo spravil Mate Eterović. Dalmatinec je zabil še svoj 4. gol v velenjskem dresu v tem drugem delu prvenstva. Gostje so vodili. Še ena kombinacija gostujočega moštva, tokrat je bil Eterović pred vrati, ampak po globinski podaji je bil sam pred vrati. Kovačič je tokrat odšel kot zmagovalec. No, napad za Velenjčane in ponovno gol v mreži Zavrča. Lepa žoga proti Amerju Krciču, podal je Babič, potem ko je stopil v igro Krcič pa je zatresel mrežo za 0:2. Veselje nogometašev Rudarja in tokrat so povišali prednost v 73. minuti. Vrata so ostala prazna in Zavrč je bil pred prvim porazom pod taktirko Matiča. V zaključku tekme je padel še Stanislav Stanenko, ki je po mnenju sodnika simuliral in prejel še svoj drugi rumeni karton. Posledično je bil tudi izključen in domači so tekmo končali samo z 10 nogometaši. Velenjčani so zmagali z 0:2. Domača ekipa je zabeležila poraz pred svojimi gledalci, Velenjčani pa s temi 3 točkami zdaj daleč od cone izpada, kjer so bili še pred nekaj tedni. Najprej bi rad čestital Rudarju za zmago. Danes smo morali nekoliko rotirati, tekma pokaže vse. Danes smo hoteli videti, ali zmorejo. Videli smo nekaj napak naše ekipe in prostora za napredek je dovolj. Videli smo 2 polčasa. V prvem smo imeli nekaj izjemnih priložnosti, v drugem pa smo prejeli gol po veliki napaki. Potem je šlo navzdol. Poskušali smo z menjavami, potem pa smo prejeli še en gol. Lahko rečemo, da je vsak bil boljši v enem polčasu, a na koncu so Velenjčani tisti, ki domov odnašajo vse 3 točke. Ja, v bistvu veliko tekem smo že tukaj odigrali, pa se nam ni šlo. Danes se nam je, res smo v bistvu odigrali dobro tekmo. Mogoče se je Zavrču poznalo malo, da je z mislimi že na sredinem pokalu. Jaz bi pohvalil vse moje igralce, ki so res odigrali dobro in odlično in vsa čas gre njim. Mislim, da smo sedaj že blizu obstanku, tako da v bistvu to me zelo veseli.